Na fakulteti smo se srečali z Valentino Stanič, ki je študentka magistrskega študijskega programa elektrotehnika, kjer se je usmerila na smer robotike. Zakaj si se odločila za študij elektrotehnike? Kaj te je najbolj navdušilo za to? Sama sem zelo radovedna in me zanima ogromno različnih stvari. Zato sem iskala študij, ki zajema dokaj široko področje. Hodila sem pa tudi, da je v študij vpletena matematika, ker jo imam zelo rada, ampak nisem pa hodila študirati samo matematike in se mi je zdel študij elektrotehnike prava izbira z tega stališča. Pa so se za zdaj izpolnila tvoja pričakovanja? V resnici nisem imela nekih specifičnih pričakovanj, bolj v smislu, da je študij nekakšna nadgradnja srednješolskega pouka, torej da tekom predavanj in vaj pridobim neko strokovno znanje, da bom potem opravljala svoj poklic. Me je pa presenetilo to, da sem pridobila tudi mehke veščine, torej komunikacija z mediji, industrijo, predstavitev svojega znanja, dela v obliki javnih nastopov, lahko v obliki člankov in podobno. Tudi recimo omogočena je bila organizacija in promocija raznih dogodkov in tako naprej. Je pa res, da recimo sem vseeno pričakovala malce več prakse. Vedela sem, da nimam obvezne prakse v okviru univerzitetnega študija, ampak se mi je vseeno zdelo, da bi določene strokovne tematike, da bi v bistvu praktično delo pomagalo osmisliti to snov, ki jo obravnavamo in bi potem lažje tudi se učila in dojela vse skupaj. Pa je možnost, da si vsaj v prostem času najdeš prakso v podjetjih? Je zanimanje za to iz njihove strani? Definitivno. Podjetja se na različne načine vključujejo v študijski proces, glih zato, da se tudi sami študenti spoznamo z njimi. Torej lahko, da je v okviru nekakšnega dogodka, se podjetje pride predstaviti, recimo job fair, dnevi industrijske robotike in tako naprej. Skratka, da nam ponudijo neko njihovo delo, neko njihovo stroko in potem se lahko študent sam odloči, ali želi delati pri njih ali ne. Drugače pa tudi sama fakulteta omogoča različne tečaje, delavnice, torej da mi sami dopolnjujemo svoje znanje, da ni vse tisto obvezno na predavanjih pa tako, ampak da lahko tudi narediš nekaj več iz tega. Še posebej, če te neko področje specifično zanima, je fajn, da se potem lahko v okviru fakultete brezplačno praktično nadgrajuješ svoje znanje. Kakšen je pa sicer odnos med študenti in profesorji, ki te poučujejo? So profesorji dostopni? Ja, načeloma ja. Lahko bi rekli, da v večini gre za tak kolegialen odnos, korekten, tako da v večini sem zadovoljna. Kaj pa odnos med študenti in samo fakulteto? Čutiš pripadnost do fakultete oziroma univerze? Največjo pripadnost do fakultete čutim, ko govorim o njej. V smislu, da pripovedujem prijateljem o tem, kako je dobro na naši fakulteti, ker imamo ne vem kakšne dosežke raziskovalcev ali pa so taki zanimivi dogodki. Skratka, velika prednost je v tem, da ima fakulteta zelo dobro medijsko pokrite vse te dogodke in dosežke. In takrat se mi zdi, da občutim nekakšen ponos. Torej sem ponosna, da sem del te uspešne skupnosti. Ko pa smo ravno pri ponosu, si ponosna tudi na Milana Vidmarja. Kaj si tekom študija in ob življenju na faksu slišala o njem? Torej vem, da je začetnik elektrotehnike na Slovenskem. In fakulteta je seveda ponosna nanj in velja, v bistvu to 100-letnico obeležujemo ravno zaradi njegovega prvega predavanja 19. maja 1919. In tudi fakulteta izkazuje njegove dosežke v teh vitrinah, potem imamo tudi v fakultetnem parku je njegov doprsni kip. Tako da za zanimivost pa lahko povem, da je bil tudi šahovski velemojster. Kaj imaš pa sicer na fakulteti najraje? Oziroma, kaj pa je nekaj, kar te moti in bi rada spremenila? Najraje imam definitivno ljudi.
Zato, ker ljudje so tisti, ki dejansko ustvarjajo fakulteto. Torej, oni so tisti, ki imajo znanje in omogočajo napredek. In v večini lahko rečem, da so recimo zaposleni in študentje taki v redu ljudje, je prijetno biti z njimi. Zdaj spremenila, recimo, če sem bolj konkretna, bi definitivno vključila več prakse, kot sem prej omenila, tudi na univerzitetnem študiju. Pa mogoče mi je manjkala kakšna mednarodno povezovanje z drugimi fakultetami izven Slovenije, pa lahko tudi s temi fakultetami, z našimi sosednjimi torej iste univerze. Torej, da je več takih projektov, ki omogočajo recimo multidisciplinarni projekti. Še eno vprašanje glede laboratorijev, torej zanima me, kakšna je možnost za sodelovanje in mogoče raziskovanje v laboratorijih že med samim študijem? Načeloma se laboratoriji ves čas ukvarjajo z nekakšnimi projekti in velikokrat iščejo študente, da bi se priključili ekipi. Torej, če študent pokaže zanimanje za neko področje, potem pač lahko pristopi do profesorja ali pa profesor na predavanju ponudi prosto mesto. Tako da načeloma se preko projektov vključijo v laboratorij in lahko potem tudi nadaljujejo recimo kot mladi raziskovalci, da se prav specializirajo še za zanimanje. No, ko smo že ravno pri raziskovanju, kaj pa je v bistvu največji raziskovalni izziv oziroma več raziskovalnih izzivov na področju robotike, s katerim se ti ukvarjaš? Trenutno je v razmahu sodelujoča robotika, torej ti sodelujoči roboti, zato ker omogočajo, da jih vključimo v naš vsakdan. Torej, da bi lahko imeli hišne robote, ki bi nam pomagali opravljati ta razna gospodinjska opravila. Potem tudi recimo za rehabilitacijo, torej da olajšajo samo gibanje udov po težkih nesrečah in tako naprej. Recimo mene osebno zanimajo te razne robotske proteze, glede zaradi tega, da to so proteze, ki omogočajo človeku, da lahko ponovno uporabijo ude. Recimo v tolikšni meri, vsaj približno tolikšni meri kot pred nesrečo. Je pa sploh na tvojem področju robotike tudi veliko možnosti za sodelovanje v podjetjih v Sloveniji, glede raziskav, glede proizvodnje, glede razvoja. Najbrž na vseh področjih smo kar močni, ne, kot Slovenija, kot država. Ja, to se definitivno strinjam. Torej, z raziskovanjem se ukvarjajo v bistvu povsod, tako na fakulteti kot na raznih inštitutih in tudi v samih podjetjih. Vse te večje robotske firme imajo svoje predstavništvo v Sloveniji in tudi naš laboratorij za robotiko sodeluje z njimi. Tako da večina študentov se potem tudi zaposli pri njih. Tako da mislim, da na tem področju nismo šibki, smo zelo močni, imamo ogromno možnosti. No, glede na to, da si študentka tehniške fakultete, bi te pa še vprašal, koliko je tehnika vključena v vaš študijski proces? Torej, že če gledamo recimo laboratorijske vaje, se vsak laboratorij poskrbi, da je zagotovljena vsa osnovna oprema za izvajanje vaj. Nekateri laboratoriji pa omogočajo seveda tudi razne druge, so veliko bolj opremljeni in omogočajo še druge meritve in raziskave in tako naprej. Potem zdaj imamo na voljo spletno učilnico, kjer profesorji naložijo gradivo za študijski proces, lahko so to učbeniki, skripte, vaje, stari izpiti in tako naprej. Skratka, da lahko tudi profesorji nam dajo več elektronskega gradiva glih za pomoč pri učenju. Načeloma pa je vsaka predavalnica opremljena s projektorjem in veliko profesorjev ga uporablja na predavanjih za razne prosojnice, zato ker je veliko lažje, da imajo tisto osnovno teorijo na prosojnicah, potem pa pač
na tablo pa narišejo neke skice, podajo malo bolj natančne razlage in tako naprej. Tako da načeloma je tehnika vključena v sam študijski proces. Pa meniš, da je naša fakulteta oziroma tudi sama univerza primerljiva tako po tehniki kot po vseh drugih parametrih z ostalimi univerzami po svetu in kako misliš, da se lahko primerjajo naši študenti s tujimi študenti? Naši študenti so sigurno odlični, ker slišimo ogromno uspešnih zgodb, ko študenti odidejo v tujino. Lahko je to na usposabljanje, lahko se zaposlijo v nekem tujem podjetju in tako naprej in vedno se odlično izkažejo. Res je, da mogoče so tuje fakultete malce bolj opremljene, ampak tukaj se pa pozna to, da oni zahtevajo šolnino, mi imamo pa ta privilegij, da lahko pridobimo znanje brez takih ogromnih vložkov denarja. Tako da jaz bi samo rekla, da na koncu imamo še vedno strokovnjake, ki so sposobni in ki imajo znanje, samo da morajo biti malo bolj iznajdljivi, da ga podajo študentom. Kako pa si spoznala vsa področja elektrotehnike tekom študija? V prvi vrsti definitivno na predavanjih. Torej smo imeli, še posebej v višjih letnikih, so bili predmeti vse bolj strokovni in tudi sam predmetnik je tako sestavljen, da različni predmeti zajemajo različna področja. Torej, da se tekom prve stopnje spoznamo s praktično vsemi področji študija. Potem pa definitivno tudi omenjene te obštudijske dejavnosti, torej razni tečaji, delavnice, razni dogodki, ki jih organizirajo posamezni laboratoriji, ravno z namenom promocije njihovega področja. Torej, da se mi študente spoznamo z njimi, torej, da se lažje odločimo za nadaljnji študij, pa tudi, da sama javnost spozna, kaj vse je elektrotehnika. Pa misliš, da je potem znotraj smeri dovolj širine v samih študijskih programih, da vseeno nekoliko spoznate tudi ostale smeri? Definitivno, ker sama smer oziroma posamezna smer na elektrotehniki ne more biti sama zase, ampak se vedno navezuje še na druga področja. Tako da recimo tudi, če sama sem izbrala robotiko, ampak še vedno dobivam znanje iz tehniške kakovosti, iz avtomatike, elektronike. Skratka, vedno je še tisti nek širši spekter, ne glede na smer. Kako se ti pa zdi področje elektrotehnike zanimivo za ženske? A so kakšna področja, ki še posebej izstopajo? Elektrotehnika je definitivno zelo zanimiva tudi za dekleta. Predvsem ta širina omogoča, da vsak najde nekaj zase. Torej tudi znotraj posameznih področij, to ne pomeni, da se ti omejiš na neko specifično zadevo. Zdaj med dekleti je najbolj priljubljen program multimedije, na drugi stopnji pa smer biomedicinska tehnika. Ampak vseeno se dekleta vpisujejo na vse programe, na vse študijske smeri druge stopnje, tako da kar je v bistvu sem še en dokaz, da je elektrotehnika zanimiva na vseh področjih, tudi za ženske. Sama glih ne vidim smisla v tem, da bi zdaj vse punce navduševala na tehniko, ampak definitivno je pa treba dati možnost. Torej, še posebej, če jih to zanima, da ni to noben tabu, da ni to zdaj moški poklic. Torej, če dekle zanima naravoslovje, tehnika, če je to zanimivo, da se ne čuti zdaj obremenjena z odločitvijo, da se odloči za študij elektrotehnike. Tako da definitivno tudi v srednjih šolah oziroma že v osnovnih šolah bi bilo fajn, da spodbujajo recimo z raznimi delavnicami, lahko so to delavnice programiranja, robotike, vezja, lahko spajkajo, karkoli. Skratka, da se že od malega spoznajo, kaj je to tehnika, kaj je to elektrotehnika in da v bistvu vzbudimo v njih zanimanje in če jih to zanima, da se potem odločijo za naše področje.
Ob koncu bi te pa še vprašal, kakšno vidiš v bistvu fakulteto za elektrotehniko v prihodnje, oziroma kakšni so njeni izzivi in kako jo bomo lahko videli v naslednjih 100 letih? Največji izziv fakultete se mi zdi, da spremlja in se prilagaja novim generacijam študentov. Torej, da prilagaja oziroma posodablja študijske programe, študijske vsebine, potem tudi način predavanja, način predajanja znanja, da bo tudi ponujala razne take inovativne in izvirne projekte, možnost sodelovanja z drugimi, ekskurzije v domače in tuje podjetja in tako naprej. Skratka, se mi zdi, da po mojem mnenju mora fakulteta slediti razvoju in ljudem, da ostane relevantna skozi nekaj let ali pa skozi 100 let. Super, najlepša ti hvala. Prosim.